Envita, živijo, Mojca Ribič z vami, Lavitas Vitas Energy. Danes imam za vas zopet nov Lavitas nasvet in sicer današnja tema je rutina. Kaj je zdaj ta rutina? Recimo en primer. Rutina je nekaj, kar v bistvu delamo vsak ljubi dan na isti način. In potem se ujamemo v ta avtomatizem in vse že delamo avtomatsko. To pomeni, zdaj grem sem, zdaj tole, zdaj že in sploh več ne živimo, ampak samo še ko mašina smo. In v bistvu ne razmišljamo več z glavo, možgani nam pešajo, potem tudi spomin zaradi tega peša. S tem, da ne govorim, koliko smo v življenju skozi bolj zagrenjeni, skozi bolj nezadovoljni, več ne vemo, kaj bi sami sabo, vse nam gre že na živce, ampak iz te rutine pa ne bi šli, ker pač nam je to cona obdobja in nam je to pač nekaj samoumevnega, pa ne bi se pa nič spreminjali in tako. Recimo, da dam primer, ker sem že pač prej povedala, da bom dala primer. Recimo, da zjutraj vstajate ob 7, potem napravite otroke, pozajtrkujete in greste naprej, otroke peljete v šolo, sebe v službo, v službi upravljate delo, imate stresno skozi neki telefoni, bla bla bla, in potem že hitite po službi po otroke, greste v trgovino in potem domov, morate kuhati, morate pospravljati in na koncu vsi že na pol mrtvi se počete na tisti kavč in enostavno sploh več ne veste, zakaj se gre. In tako dalje, delate vsak dan, vsak teden, vsak mesec, leta tečejo in na koncu ste že utrujeni, tečni, nič več se vam ne da, ne morete iz te rutine, ker ste že tako noter šli, da enostavno je že vse toliko avtomatizirano, da enostavno več ne veste, kako kaj naprej. Če vam kdo omeni pa spremembo, to pa ne, to pa je zdaj višek vsega, da bi karkoli spremenili. Zdaj smo pa prišli do ključa rutine. To pomeni, da če želite se znebiti rutine, morate točno to narediti, morate iti v spremembo, morate narediti vsako stvar drugače, morate jo z drugega zornega kota pogledati, morate biti kreativni, morate vsak dan nekaj drugače narediti. Pejte, v službo po drugi poti, pejte, danes pa greste v drugo trgovino, ne skozi v isto trgovino hoditi, recimo, ali pa, otroke pač peljete, pa večkrat spodbudite, da kaj sami naredijo, ne da skozi vi počnete na mesnih, to smo sploh mamice, to smo heroji na tem področju, vse moramo narediti na mesprocov, mislim, halo, večkrat pač interneca, ampak zdaj smo prišli do tega, da je treba uvajati v življenje spremembe. Zakaj spremembe? Je zato, da si popestriš svoje življenje, da zaživiš ponovno, da si spet vesela, da spet te nekaj navduši in tako dalje. Zakaj se človek sprememb nekako boji? Enostavno zato, ker noče iz tistega utečenega kavča, ker je tam preveč udobno. To je samo hakelc, ki misliš, da je to tako, a s tem skozi bolj toneš v tisti kavč, skozi nižje greš, skozi nižje in skozi manj se ti da. To pomeni, da prej boš začela uvajati v življenje spremembe, lažje ti bo. To pomeni, da vsak ljubi dan nekaj naredi drugače. To pomeni, da vsak ljubi dan uvedeš v svoje življenje neko novo spremembico. Lahko je čisto taka mikro. Lahko, danes pa ne daš ure gor, pa daš, gledaš uro na mobitelu, recimo, ali pa, whatever. Si pa čisto eno tretjo kombinacijo, ki še nikoli nisi nosila,
kostumov, pač si nekaj tretjega daš gor, ne, recimo. Ali pa si daš čistene tretje čevlje gor, ne, ali pa greš v trgovino pa nove kupaš, ne, pa imaš spremembe. Ampak to je že spet tretja tema, tako da trgovine nam zdaj omenjali, okej? Važno je to, da uvajate spremembe vsak dan. Lahko je čist mala sprememba, sprememba na spremembo na spremembo in tudi potem spremljate svoje počutje. Vsaka sprememba nekaj prinese. Lahko prinese plus, lahko pa minus. Če prinese minus, pač spremeniš stvari, ne? In greš na drugo pozitivno spremembo, ne? Enostavno moraš skozi možgani so zato, da se razmišlja z njimi, ne zato, da si ves tak, ne. In pol oni zamrejo dobesedno, ker sam še avtomatizem deluje v življenju in to je to. Ne, možgani so zato, da z njimi razmišljamo in možgani iščejo rešitve in iščejo nove spremembe. In zakaj ne bi uvajali nove spremembe, če na podlagi teh sprememb lahko zaživite lažje, zaživite bolj polno, bolj vitalno, dobite svojo osebno moč nazaj in odpre se vam čist drug svet. Okay? Tako da, dajte malo na te stvari razmisliti, uvedite, ne vem, zdaj, ko boste pogledali tale video, ko ga boste pogledali, dajte razmišljati, kaj pa bi jaz danes lahko spremenila. Okay? Čist ena taka mini spremembica. Okay? Tako da, če želite enega pospeševalca sprememb, seveda so vam na voljo moje esence, Lavitas lunine kristalne esence, te so super podpornik, energijski podpornik, lahko si majčkeno preberete na moji spletni strani www.lavitas.si. Imam na različnih področjih, na katerih vas bojo podprle, tako da so res super, bom rekla, kreatorke sprememb. Tako da, če vas bojo poklicale, jih lahko naročite na info@lavitas.si, zaloge so omejene, ker je to res unikatno delo, ne masovno. Okay? Drugače pa, če nekako bi radi tudi eno tako spremembo, imam za vas tudi energijske tretmaje, to si tudi lahko več na spletni strani preberete. Prav za te spremembe, za prepričane vzorce je predvsem ta Bars tretma. Tako da si več lahko tudi pogledate na spletni strani in če vas bo karkoli poklicalo, dobrodošli, pišite mi in seveda se dogovorimo. Takole, jaz vas spodbujam k spremembam, zato mi lahko tudi napišete, kaj vse ste spremenili v življenju. Me res zanima na info@lavitas.si in evo, skupaj lahko zakorakamo v boljše čase, v boljše življenje. Lepo se imejte, pridno uvajajte spremembe in se javim še kaj. Vidržite.